Samo jaz zdaj ekrana ne vidim tvojega, Blaž. Ne? Jaz ga pa vidim. Jaz vidim pa... Dobro. Sem že začel deliti, snemati bi se tudi mogli. Snema, vse snema, ok. Se mogu pojaviti? Aha, Ekran zdaj pa je? je. Ok. Ja. Kaj bo to prispevek, ki ga lahko jaz delim tudi na to Facebook profil Svoboden človek? Ja, mislim, da ja. Super, hvala. Mi boš samo povedal, če lahko kar tam iz Messengera ali skot, ne? Ja. Ok. No, javno pa ne. Javno pa ne deli tega. Ja, mogoče bi rajš tako samo v namenskih skupinah, no, ne glih. Aha, namenske skupine pa lahko tudi drugim. Ja. Recimo, jaz sem v skupini, Messenger skupini Gibanje Triglav, recimo, ne. Ja, veš kaj, zdaj, jaz mislim, da imajo vse skupine, ki so nekako opazne tudi noter neke člane ali pa nameščeno vse kako programsko opremo, ki opozarja, da je kaj bistvenega objavljeno, ne. Tako na ta način delujejo tudi ta cenzura na FB-ju, ne, pa take zadeve, ne. Jaz imam Messenger skupino. Ja, no, saj. Dobro, se bo okej. delil, saj ni po mojem problem. Ja. Ok, kje smo ostali sploh? Se pravi, ja, da ni glavni namen tega dokumenta, ne, da bi zdaj se odrekli vsemu ostalemu. Se pravi, še vedno mi uporabljamo osebno izkaznico ali pa vozniško dovoljenje in ostale dokumente, kadar nam to koristi. Ne, če pa nas nekdo skozi sistem hoče napadati, potem pa uporabimo lahko ta dokument in ostale stvari za to, da se branimo pred sistemom. Se pravi, uporabimo sistem, ko nam koristi, ko nam pa ne, pa pač ne, zavrnemo posiljevanje strani sistema. To je to, ne. Ampak recimo, če te policaj ustavi z avtom brez razloga ali pa za 5 kilometrov hitrejšo vožnjo, kaj uporabiš ti? Ja, jaz bi mu vseeno dal, on hoče imeti papirje, pa vozniško dovoljenje, to mu jaz lahko vseeno dam, ker kaj je, mislim, itak sistem vedno izstavi nek dokument, mi dobimo nekaj po pošti, eno kazen, ali nas kličejo iz sodišča, ali ne vem kaj, Sistem vedno deluje preko papirjev. In mi Kaj pa lahko takrat narediš, če dobiš kazen? Je pa osnovna ta princip, po katerem se lahko zavrne vsak dokument sistemski, je ta, da noben dokument ne vsebuje definicije jezika. Na nobenem dokumentu, uradnem, ko sem ga jaz videl, ni pisalo, v katerem jeziku je napisan. In glavna ta fora, ko jo oni uporabljajo, ena izmed, je ta, da izkoriščajo našo naivnost, naivnost ljudi, da mi kar privzemamo nekaj si mislimo, interpretiramo stvari po svoje, namesto da bi se prepričali, a je to res tako ali ni. In ko mi dobimo nek dokument iz sodišča ali kjerkoli, mi kar enostavno privzamemo, da je to pač slovenščina, ker je podobno slovenščini, pa se nam zdi, to je knjižna slovenščina, se to pa razumem, kaj piše, ampak v bistvu ni res, ne smemo tega delati sploh, ker pravniki imajo svoje slovarje, svoje definicije, ali pa jih sploh nimajo in vse temelji na tej osnovni prevari, da oni sploh nimajo jezika, da nimajo definiranih besed in da mi pač sprejmemo njihove sugestije oziroma hipnozo njihovo, bi lahko temu tako rekli. Ja, dvosmiselne besede imajo. Vse skupaj se da lepo prebrati v Black's Law Dictionary pa v takih pravniških slovarjih, sploh ko jih primerjaš z slovarji knjižnega jezika, naprimer SSKJ pozna besedo fikcija, enako pozna tudi pravniški slovar, dočim oni pa še imajo en termin oziroma eno besedo, ki se imenuje pravna fikcija. Ta pravna fikcija pa obstaja v fikciji, dejansko.
in jo štejejo kot fakt. In zato je tudi ta oseba, ne, jo štejejo kot fakt, ker so jo oni tudi ustanovili. Ne. Zdaj, jaz, ki se ne identificiram z osebo, ne, sem pač sklenil pogodbo z osebo o zastopanju. In zato pač potem kot zastopnik še vedno lahko uporabljam vse dokumente osebe, ker sem zastopnik v pravu. Nisem njen skrbnik, skrbnik ostaja država, ker jaz tukaj v lastništvo pa v avtorske pravice nad ustvarjanjem osebe se ne želim spuščati, jaz samo pač vem, da to nisem jaz. Ne. Sem pa avtoriziran reprezentant in zato lahko uporabljam dokumente. Torej, nikakor pa ne bi želel, da me nekdo degradira v osebo, ne, kadarkoli. Ja. Ok. Se pravi, ko sem nazadnje povedal. Ja, da še vedno lahko uporabljaš dokumente. Ja. Blaž, jaz predlagam, da še jaz dodam nekaj informacij, pa pokažem svoje te dokumente. Bi predlagal, če mi ti omogočaš, da jaz delim še svoj ekran. Ali pa bi mogoče s tole končal, tale osnovni dokument, ko še imam samo 2 stvari, pa boš pol še ti pokazal tisto, da ne bomo preskakovali sem pa tja. Ok, se pravi, tale zastava, ko je na tem dokumentu, je opredeljena, definirana, kakva mora biti, in imam še en dokument, kjer je tudi upisano, kakšna so razmerja teh stranic zastave. Zakaj? Zato, ker so pač ti, ne vem, klovni, ali kako bi temu rekel, so celo naredili take neke viruse ali ne vem kaj, da ko ti to vneseš v Word, pa hočeš sprintati to zastavo, ti spremeni razmerje zastave, in pol rečejo oni, ja, to pa ni prav, nisi uporabil prave zastave. Take forice razne se grejo. Tako da zato je tudi tale dokument, mislim, da je v PDF-ju, ko ga bom pol tudi delil, oziroma je kar slika, tako da če zdaj tole stiskamo na papir, bi mogli biti točno pravilno vse. Drugače pa je treba biti pozoren, da je v pravih razmerih. To je tole. Ampak če prav razumem, to vedno ta jezik, ki je samo v angleščini, to se ne da uporabljati, recimo v slovenščini ali pa v katerem drugem jeziku? Ja, se da, ker eno so pravila slovnice, drugo so pa uporabljene besede, pa njihove definicije. In recimo mi bi lahko za vsako tako besedo, ko je na tem dokumentu, bi lahko jo nadomestili slovensko besedo, pa bi kar rekli, ne vem, sam bi pa mogli dopolniti, ta jezik s to našo definicijo, kako smo besede zamenjali. Lahko bi to poslovenili, pa uporabljali enaka slovnična pravila, kot so ta jezik veljajo. In ta Miller je govoril v svojih predavanjih o tem, kako je prevajal on vse sorte, tudi v kitajščino, pa ne vem kaj, tako da se lahko za vsak jezik to uporabi, pač nadomesti besede, samo je pač treba jih definirati, kaj pomenijo. Ali pa kar rečeš, ne vem, Clemens knowledge je isto, kakor vedenje imetnika, bi rekli, ker enačaje delali, kaj tazga. Tako da se, ja. No, hotel sem še pa to povedati, pol, ko dobimo po pošti to domov, odpremo, vzamemo ven dokument in na tisti potrdilu, ko smo oddali na pošti, je bila tale številka gor nalimana in to je zdaj ta številka univerzalna, ki jo uporabljamo v povezavi s tem dokumentom. Tako da jo napišemo tako, oziroma potem zdaj, ko imamo, damo najprej gor tole znamko, zdaj spet po nekih pravilih in tradicijah bi naj to bila znamka za eno celo enoto. Zdaj, naj bi lahko tudi bila za več enot, ne vem, 2 ali pa 3 ali pa 4, ampak se pravi, mi hočemo najmanj denarja zapraviti, zato pač vzamemo za prvo najmanjšo celo enoto, kar je 1 evro pri nas. Ne velja 1 cent, 1 cent je že 100 enote. Tako da imajo na pošti
take znamke. Tole je sicer avstrijska, ker takrat jih v Sloveniji niso imeli, ko sem prvič vprašal. Ko sem pa naslednjič šel na pošto, so jih pa že imela. Jaz pa bom verjetno tu na Hrvaškem delala, samo moram še eno osebo najti, ker imam samo enega živega človeka tukaj, kjer sem. No, saj, kdorkoli... Ja, ne rabiš osebe. Kaj osebe? Hkrati lahko naredite si vsi, pač, če še kdo nima tega. Ja, ampak samo enega imam tu, ne? Ja, no pa Živega človeka. Se ni treba, da je že živ, to sem hotel reči. Verjetno še poznaš koga, ko bi... Ja, ampak si rekel, da moramo vsi trije biti, ne? Ti se postaviš tja na ulico, pa prvega pohopsaš na kavico, pa se zmeniš. Rečeš, kdo bi rad bil živ, pa postane človek. Ja, evo, bravo, to. In ni treba, da že imajo ta dokument. Lahko še noben ga nima, pa si vsi trije hkrati naredite to. Ker se en drugemu ste priča, da ste živi in to je to. Ampak, a si ti tudi kam to pošiljal? Recimo tako smo mi poslali tisto, kar smo prevedli tukaj na Hrvaškem, na Vrhovno sodišče pa te stvari. Vem, nisem jaz nikamor to pošiljal, ker niti, mislim, iz te logike, češ bom jaz zdaj obvestil, ne vem, sistemske ustanove, da sem jaz živ, okej, lahko, zakaj pa ne, sam po moje, ne vem, če ima to kak smisel, ker ni tako ignorirajo, to pa njih briga, če si živ ali ne. Mislim... Vse zato pa bi mogoče bilo fajn dobro, ko še Valentin konča, ali pa če se drugič dobimo, da bi res to naredili, kaj Boštjan predlaga, da se dejansko naredimo skupnost domorodnih ljudi, potem nas bojo pa morali jemati resno. Ja, valjda, več kot nas bo, težje bojo ignorirali naša dejstva. Ja, pa ne samo zaradi tega, ampak zaradi tega, ker domorodni ljudje, tako kot so recimo Aborigini in Indijanci, smo tudi mi, ne? Ja, no, vse to bom, ko sem ti že razlagal, Tonka, da je ena skupina zdaj tako globalno, ko se reče Life Force, kjer je ena ženska, ki ima nadzor zdaj tudi nad arhivom dokumentov, svetovnim arhivom, kamor se beležijo vse listine, ki so potem mednarodno priznane in veljavne, kot potrjene, kot pač, da jih je potrebno upoštevati kot veljavne. In ta arhiv je nek v Londonu in pač ta ženska je zdaj na takem mestu, ko potrjuje lahko te dokumente. In mi, če se ustanovimo kot recimo domorodna skupnost ali pa kakorkoli, lahko potem pošljemo ta naš ustanovni dokument ali pa karkoli imamo njej, da ona to potrdi, ker je že to počela za razne ljudi, zdaj po celem svetu se to izvaja. Se pravi, pač predvsem domorodna ljudstva, pa tudi v Ameriki imajo pač assemblija, ker imajo tako tradicijo, bolj so tega navajeni. In potem ona to potrdi in gre to direkt v ta arhiv in potem do tega arhiva imajo dostop vse države na svetu. In recimo, če ena država, ko sprejme nek zakon, ustavo, karkoli, ali pa samo nek zakon, mora isto, vsak tak zakon, vsako pravilo, karkoli se sprejema v državi, dokument gre v ta arhiv, da potem lahko vse države do njega dostopajo in preverijo, katera listina je pač potrjena, prava, katera pa ni, če je kakšna lažna ali ne. In ko bomo mi to podali, bo ona to potrdila in bo potem mednarodno priznanje. Jaz se s tem popolnoma strinjam, samo jaz bi tukaj to vseeno predlagal, da je to vzporedna zadeva zaradi tega, ker je praktično nujno ali pa odločilno tudi to, da imamo mi svojo evidenco oziroma svoj arhiv, ker moramo biti neodvisni, absolutno. Ja, no, to je pač, so neki sistemi, mednarodni. Blaž, kaj pa tole, ker sem ravno danes gledala od Marka, ko je pa naredil neki svoj arhiv za zemljo in nepremičnine in to. Ja, on je tudi naredil, oziroma nisem še videl, da bi res že bilo to dostopno, ampak govori, da bo zdaj dostopen arhiv, kjer boš lahko po želji noter shranil svoje, ali recimo ta Live Life Claim, ali pa sprav nek potrdilo o lastnini zemlje, pa kasneje tudi... Ja, koliko sem jaz razumela, že to je. Ja, no, tako razlaga. Jaz še pa nisem videl te strani, tako da...
Ko bo, mislim, ne vem, jaz mogoče že kje, ne vem. Vem pa, da je razlagal, da to bo, oziroma da že imajo. Ne. Pač namen tega je podobno, ne, da imaš ti nek sistem, ki ni pod nadzorom, ne vem, kakšne mafije, ne, ki pač služi temu, da lahko pol ljudje po celem svetu preverijo, ali je nek dokument pristen ali ni, ne. Da je pač se lažje sporazumeva med sabo. In on je to zdaj govori, da je to omogočilo, ne, da bomo lahko tudi svoje zemljiške te posesti noter zabeležili, da pol ne bojo več imeli stari sistem sploh dostop do informacij, kdo je lastnik kakega ozemlja, ne, ampak bomo lahko mi to suvereno upravljali s tem. Ker pač sistem se na to obeša pol zaradi davkov pa vsega ostalega. Ne. Okay. Ja, no. In pol, ko dobimo tole, imamo številko, damo gor znamko, avtogram. Zdaj, če hočemo poudariti, da je ta avtogram samo naš, lahko zraven ali pa pod njega pišemo copyright, copy claim. Ki je še ki tule spodaj, no, tako je tule tudi recimo. Ne. Se pravi, ne uporabljamo tistega znaka copyright, ker to je spet, ta znak je v lasti neke korporacije in če ga kdo uporabi, takoj spada pod njihovo jurisdikcijo oziroma pod njihovimi pravili je takoj, ne, in si pač spet ni tvoj dokument več, ampak si ga nekako predal njima. Tako se z besedo piše copy, pomišljaj write, pa poševnica v bistvu tle pomeni in. Copy claim. Pomišljaj, mislim, ne vidim tega. Vezaj je to, no, v bistvu. Vezaj. Ja, tule spodaj je, tudi celo brez vezaja. Lahko je tudi z vezajem. Sej vezaj pomeni, da je nedeljivost spet, nedeljiva beseda. To je to in pol še tu na zadnji strani, ko imamo tudi avtogram, prstni odtis, lahko še številko damo spodaj. Se pravi, zdaj, to je številka tega dokumenta in kadarkoli se hočemo mi sklicevati na ta dokument, da ne rabimo zdaj kopije prelagati vedno, lahko kar dopišemo to številko in to pomeni, da se sklicujemo na ta dokument, ki potrjuje, da smo živi. Pozabil. To je v bistvu v osnovi to. In s tem lahko mi potem, zakaj bi zdaj ta dokument imela? Veliko je že ljudi po celem svetu, ko razumejo, obvladajo ta jezik kvantni, ko ga tudi učijo, ko potem tudi sistemi so vzpostavljeni, kjer lahko mi ta dokument pošljemo njim v preverjanje, se pravi, oni so neke vrste sodniki, potem, ki so samo pristojni za ugotavljanje, če je dokument pravilen. Če je pravilno napisan v skladu s to slovnico. In oni to potrdijo in vsak dokument, ko pa ni, pa zavrnejo, kot neka, kako se reče, babel v angleščini. Kot neka latovščina, ki jo noben ne razume. Se pravi, če bi bilo v slovenščini napisano. Ja, bi oni to zavrnili, ker oni razumejo oziroma oni so pristojni kot sodniki samo za kvantno slovnico. Ja, ampak jo razumejo v slovenščini ali ne? Ne. V slovenščini ne, saj ni slovenščina definirana. Mislim, ne vem, kaj si misliš, da bi zdaj... Moraš najprej gori definirati, ne? Ja, če bi hoteli mi zdaj svoje definicije dodati, bi mogli zraven dokumenta jih vedno predlagati tu. Ali pa mu dati številko, pa se sklicevati na to. In zdaj vprašanje, oni bi rekli potem, verjetno, ne vem, osnovni dokument je skladen s slovnico, ne vem, če ste pa vi dodali svoje definicije, pa mi za to nismo pristojni. Je pa to zdaj vaš dokument, ne več naš, ker ste vi spreminjali definicije. Aha, okej. Pač po moje, tako. Se pravi, koristno je zdaj to, ker že obstaja v zadnji veliko ljudi, pa sistem, ki to lahko potrdijo, se pravi, nismo mi, ne bomo mi samo sebe mogli zagovarjati, z našimi dvema pričama, ampak lahko to pošljemo v potrditev, pa bo cel ta sistem stal za nami, da je to res, da je to prav in da ne more noben ugovarjati tega. In to je ena prednost tega.
Jaz bi samo za 2 minutki se opravičil, samo Okej. skočim. Ja, Hvala. Okay. No, zdaj pa mislim, da sem, kar je s tem dokumentom v zvezi, vse povedal, razen tole. Evo, to še. Tole je Mark Kišona, od katerega sem se jaz učil to. Se pravi, lahko si pripravimo na podlagi tega dokumenta neko osebno izkaznico, ko je pač v tem formatu osebne izkaznice, da ni treba vedno okrog hoditi s tem dokumentom, ker pač original hranimo nekaj na varnem. In takole se naredi, čist simpel, sam da se zgori nekje, no, ponovadi zgori levo, zastavo tega jezika, pa tole definicijo, se pravi ime jezika. Zraven tule še sicer piše, da je to document, contract, postal, vessel, court, venue, kar je pač definiran v skladu s tem jezikom, kaj to pomeni, da gre pač za dokument. In damo zraven sliko, damo gor eno tole znamko v vrednosti 1 enote cele, prek avtogram, prstni vtis pa to številko, ker se z njo sklicujemo na originalni dokument. Zdaj tu recimo v Angliji imajo to nalepke, pa jih lahko nalepke uporabljajo, pri nas tega ni, pa kar prepišeš številko na roke. In je isto. In pa zdaj tole predstavlja v bistvu referenco na naš originalni dokument, in je služi kot osebna izkaznica, če bi kdo hotel tako si narediti. To je to, ampak seveda sistem tega še ne prepozna, razen, ne vem, v Ameriki recimo so že pred več leti učili tudi policaje o tem, kaj to pomeni, pa kako temu zdaj nasprotovati, pa ne vem kaj. Tako da tam že malo vejo, kaj je to, pri nas pa dvomim malo, da bo sploh kdo vedel, kaj je to. Ja, na tem je treba delati, definitivno. Jaz sem te stvari poslal v Ministrstvo za notranje zadeve na matično knjigo in dejansko oni niso vrgli niti ene moje trditve. Edino, kaj so se dejansko v bistvu zlagali, da oni ne znajo tega fasciklirati. To je bil edini argument njihov zapisan. To pomeni, da oni so to, ker drugače niso mogli, so to tudi sprejeli, ampak hočejo biti gluhi pa slepi vseeno. Zato mislim, da je treba še na drugih vratih potrkati, in to je zunanje ministrstvo. Zaradi tega, ker človek, ki je izven pomorskega prava, ki je živ, je v svojem pravu, je v naravnem pravu, oziroma pravu stvarstva, takrat si ti od zunaj, nisi ti v šatoru trgovca, nisi v trgovini, ampak si izven, in ti moraš poslati v trgovino treh trgovcev preko pristojnega za zunanje zadeve. Imamo zunanje zadeve, če te lahko zdaj malo prekinem, sem pa ravno danes poslušala primarko za zunanje zadeve, je pa tako zdaj, ko nam hočejo tele pasoše pa to izdati, oni so pravzaprav tuja oseba v naši državi. Vlada, pa monarhi, pa vse to, to je vse isto kot Vatikan, pa London, pa CDC, ne? Mislim, CD. Ja, DC. No, vsekakor mislim, da je tudi treba na njih nasloviti, in jim dati vedeti, pa se vedno sklicevati na tisto maximo notice to principle, oziroma ni, to je navodilo, notice to principle is notice to agent in obratno, to je pač po UCC-u je tak, samo napisati moraš. Ja, no drugače sta, veliko je na internetu teh posnetkov od Millerja, pa od njegov pomočnik je bil v bistvu tale, kak mu je že ime. Jaz sem to pa jaz nameravam predstaviti zdaj. Ja, no, Gould se piše, Gould. Ja, Russell J. Russell J. Gould, on je še živ, Miller pa ni več živ, ker je že umrl. No in ona dva, mislim, v teh raznih videih, ko se jih da najti, ona dva razlagata, kaj vse sta že naredila za to, da se je ta jezik in ta pravila in vse, ki se zdaj tu uporabljajo, da so se uveljavila že mednarodno, že več kot 10 let nazaj, in to je vse priznano. In v Združenih narodih in vse posod sta bila, kjer je bilo kaj pomembnega, da je treba to uveljaviti. Fizično sta šla tja in
pač res zanimive stvari delala, ne, zato, da je to dejansko tudi uradno priznano kot jezik, kot čist nekaj ustreznega, kar tudi prepoznajo Združeni narodi in tako naprej, ne, vse te mednarodne korporacije, ne, v bistvu, ko bojo tako kmalu nepomembne. Okay. Ja, no, Valentin, zdaj pa lahko ti poveš, kaj si hotel dodati temu, pa bom jaz ti dal, kaj ti dam, spotlight, ne, make host, pa si ti pol lahko Tako je. deliš. Evo. Dobro. Ja, no, ta čas sem se še nekaj spomnil, a ne, zakaj, recimo, nekdo bi lahko rekel, ja, kaka ne, sej sodišče valjda piše v slovenščini, zakaj bi to pisali na dokument, če pa je v slovenščini, mislim, v Sloveniji uradni jezik slovenščina. Ja, okej, ne, fajn, da to piše, ne vem, kje v ustavi ali kjerkoli že, ne, ampak v pravnem sistemu ali pa kjerkoli velja pravilo, a ne, se pravi, papir, ko je A4, a ne, to je specifičen papir, ko velja v pravnem sistemu kot papir, ki ga prepozna pravni sistem, a ne, A4. Zdaj, če mi vzamemo kakršenkoli drug format, nek listek za, ne vem, karkoli, ko se lima nekam ali pa kaj, pravni sistem to ne prepozna, oni to smatrajo kot umetniški papir, a ne, in bojo lahko zavrnejo, kar zaradi samega formata, a ne, rečejo, to ni ustrezen format in sploh ni važno, kaj piše gor. In, ampak, a ne, nikjer pa, mislim, ne glede na to, kje mi smo, vedno tudi v vsaki državi je dovoljeno pisati v kateremkoli jeziku, a ne, in ne moramo mi kar predvidevati, tudi če sodišče nekaj pošlje, da so oni zdaj to napisali v slovenščini, ali pa tudi, če so, kako so to definirali, a ne, in mi ne smemo nič predvidevati, ampak samo jemljemo pravila, ki pač so omejena s papirjem, A4 papirjem, se pravi z robom papirja, ne, se ta four corner rule se reče pač, kjer obstajajo ta pravila, zunaj tega so pa druga pravila, ne, tako na košarkarskem igrišču imamo four corner rule, ne, ali pa na kjeremkoli igrišču, se pravi do črte za out so neka pravila, ki se jih igralci držijo, ko pa stopimo ven, je pa kot da nas ni, kot da tega ni na igrišču, nisi več del igre, ne, in ne veljajo več pravila, ki so na igrišču, no, in isto velja na teh A4 papirjih, a ne, in tudi če na enem drugem dokumentu piše, da je zdaj vse v knjižni slovenščini, če na tem dokumentu, ko ga imamo mi v roki, to ne piše, pol to ni samoumevno, a ne, oni bi dejansko mogli na vsak papir napisati, v katerem jeziku je, pa kje je to definirano, a ne. Tako zdaj mi uporabljamo, da je to v kvantnem jeziku napisano. Tako da zato je to pomembno in pač tudi se na podlagi tega lahko potem zavrne vsak dokument, kot da ga ne razumemo in da naj dodajo zraven definicijo jezika in besed, da bomo sploh razumeli, kaj se pogovarjamo. Okay. Da ne rabimo tolmača, ne? Ja, saj, dejansko, ja. Ok, preklopimo zdaj? Ja, Valentin, lahko. Dobro, vidite moj ekran? Ja. Ja. Ok, se pravi, tole je spletna stran od sodnika David Wynn Millerja. Na tej spletni strani je bil definiran ta kvantni jezik. Tukaj je bil tudi do še nekaj časa nazaj slovar, kjer je vsaka beseda, mislim, večina teh besed v angleškem jeziku definirana za eno samo jasno definicijo. Torej, on je naredil delo, da je ta angleški jezik, kjer ima vsaka beseda, kot v vseh drugih jezikih, nekatere besede imajo samo eno definicijo, nekatere imajo tudi po 600 definicij, je sčistil na ta način, da je jasno definiral, kaj ena beseda pomeni. Druga stvar je pa, da je naredil slovnico, ki je matematično točna, torej podobno kot imamo v matematiki pravila,
ki so univerzalna, torej da 1 + 1 je 2, je tudi on naredil tako slovnico, da ne more priti do nekih različnih interpretacij, kaj nek stavek pomeni. Torej, apliciral je matematiko na jezik. In to zaradi tega, ker on se je boril na sodiščih več let za skrbništvo svoje hčerke, ki so mu jo odvzeli, in potem mu je enkrat sodnik namignil, da ko ga je Miller vprašal glede matematike, ker Miller je sodnika sprašal razne stvari, a se strinja s tem, se strinja z unim, pa je rekel sodnik ne, pa ne. Ga pa enkrat vprašal, če se nekaj v smislu, a se strinjate, da je 1 + 1 2, je rekel sodnik ja. In to se jim potem posvetilo, da matematika je tisto, kar je univerzalno in da nobeden še ni šel v vojno zaradi matematike. Ne vem, zakaj so odstranili iz njegove te spletne strani tega pokojnega sodnika zdaj ta slovar, pa natančno... Nimam jaz osebno, tako da ne vem, če kdo drug shranil ga, pa tudi ne vem, kdo zdaj skrbi naprej za to njegovo spletno stran, kdo ima dostop do te domene, www.mlc.com. No, kar je že Blaž povedal, je to, da je na internetu cela serija zgodovinskega razvoja od tega Davida Millerja in to najdete na YouTubeu pod videokanal War Castles. Tukaj je precej teh posnetkov, ampak mislim, da ni celotna serija. Priporočam, da se gre na BitChute pod War Castles, tukaj je pa veliko več teh videoposnetkov. Torej, ta serija ne omenja tega Marka Kishona Christopherja, ker on ni bil toliko udeležen v razvoju tega jezika. Bi pa kljub temu priporočal ogled Markove spletne strani in pa še posebej njegov videokanal. Mark Christopher je zelo poučen, ker veliko stvari razlaga. Javno deli te svoje izsledke, poučuje ljudi glede teh pravnih prevar. Jaz sem tudi naprej Marka Christopherja najdel, pa potem na osnovi tega njegovega sistema, kot je že Blaž pokazal, naredil to zahtevo razglasa za živo življenje. Ampak potem pa je prišlo nekako do spora med Russellom pa njemu, oziroma Russell trdi, da je on tisti pravni naslednik oziroma lastnik avtorskih pravic tega jezika, potem, ko je ta sodnik David umrl. In zakaj je to tako, je argumentirano v njegovih videoposnetkih oziroma v njegovem dokumentarnem filmu. In on pravi, on diskvalificira Marka, Mark pa diskvalificira njega. Ampak osebno mnenje moje je, da Russell je veliko bolj inteligenten, bolj razume jezik, pravi, da ga je tudi razvil razne stvari, da je on tisti, ki je mednarodno uveljavil določene pogodbe in je izdal tiralico za Markom Christopherjem. Tako da obstaja verjetnost, da bo on dosegel, da bodo Marka Christopherja zaprli in diskvalificirali vse, kar je povezano z njemu, vključno z vso njegovo strukturo sodnikov in tega zemljiškega registra in vseh dokumentov, ki so bili izdani oziroma izdelani na osnovi njegovih dokumentov. Tako da
jaz sem naprej naredil tako ta Live Live Claim na osnovi tega Markovega sistema, oziroma to, kar je Mark Christopher priporočal. Sam bi dodal, ta obrazec je direktno iz knjige od Millerja. To je originalen obrazec, ne od Kishona, ampak od Millerja, ki je ta jezik definiral. S tem, da je bilo razloženo, da v tej knjigi od Millerja je ogromno napak in da zaradi tega tudi ta obrazec ni verodostojen, ima napake noter in posledično tega ni veljaven. In to je recimo ta moj dokument, ki sem ga naredil skupaj z Blažem pa Duško, smo vsi trije si to naredili. Torej, tole je prva stran, na drugi strani mora biti tudi skukar prstni vtis, pa potem ta ime in priimek potem s tem vzdopičem. Potem pa, kako se to pošlje, lahko vidno zdaj pokažem. Torej, nasloviš samemu sebi za dodajanjem copyright besede in potem ta registracijska številka priporočene pošte je tista, ki jo potem ti uporabljaš za vse svoje dokumente. Potem pa Russell, sam osebno ne izdaja teh dokumentov, Live Live Claimov, ampak je po oblastu Quantum Community, ki v njegovem imenu, pod njegovim pooblastilom te stvari ureja. In zdaj je aktualna ta spletna stran fortheclaimoflife.com, kjer so navodila, kako se od njih to pridobi. Tukaj je sistem precej drugačen, dejansko moraš ti poslati kopije svojih dokumentov, kot v smislu osebne izkaznice ali potnega lista, obvezno tudi kopijo rojstnega lista iz porodnišnice, tako to sem jaz poslal. Zdaj bo prekinilo to, pa bi kar se zdaj odjavili z Zooma, pa se potem spet prijavimo, da nadaljujem. Dobro.